Ponavadi si predstavljamo laser kot neko napravo, ki držimo v roki ali pa neka škatla. Mi smo pa kot prvi uspeli vgraditi laser v posamezno celico, živo celico. To je pač kot še sam dosežek, da se da tako majhen laser pa vgraditi, ki deluje v živem sistemu, je zelo zanimivo. Veliko je pa tudi možnih aplikacij za naprej, kot recimo medicinska diagnostika, za namene raziskav, in seveda tudi v bodočnosti za zdravljenje. Laserja, ki smo ga vgradili v človeško celico ali v tkivo, je bil narejen iz nekih umetnih snovi, plastike, smo mogli lahko tudi neko barvilo dodati. Zdaj naslednji cilj je narediti laserje, ki so popolnoma narejeni iz živih snovi ali pa iz snovi, ki so dovoljena za medicinsko uporabo, to pomeni, so biokompatibilne in se razgradijo v človeškem telesu. Eden od ciljev je tudi uporabljati bioluminescenco. Bioluminescenca je recimo kresničke, same svetijo svetlobo in to je kemijska reakcija med dvema snovmi. In mi to reakcijo smo uporabili za te laserje namesto zunanje svetlobe, da lahko te laserji sami proizvajajo svetlobo. Tako da ni več potrebno zunanjega vira svetlobe, ampak se vrže znotraj telesa, znotraj tkiva. To je eno. Drugo pa, da smo naredili laserje iz snovi, to so določeni polimeri in določena barvila, ki se že rutinsko uporabljajo v medicini. V tem primeru lahko te laserje že uporabljamo za medicinske namene in vgradimo recimo v tkivo, v kožo na primer. Ravno trenutno delamo na enem projektu, da bi naredili laserske tatuje. To pomeni, tako kot tatu s mašinco, pač ko notri barvilo v kožo damo, bomo mi dali laserje, tako da bo laserski tatu. Zakaj je to uporabno? Je pač, ker so te laserje, kot sem že omenil, je emisija svetlobe odvisna od okolice in lahko kot senzorje uporabimo in ena zanimiva uporaba tega bi bila recimo za diabetične bolnike, da lahko glukozo v krvi merimo. Tako da imamo en tatu narisan na koži, pa potem z eno napravico lahko zmerimo dejansko skozi kožo preko teh laserjev, glede na kakšno svetlobo seve, lahko recimo glukozo v telesu. Še en primer je recimo, smo naredili laserje, ravno ena študentka Anja dela na temo, iz holesterolov. Holesteroli pač so ponavadi škodljivi, ne govorimo, ampak so že v človeškem telesu in pač seveda niso strupeni pač v manjši količini, so že znotraj človeškega telesa in zdaj, kar mi znamo, je iz holesterolov dejansko narediti laser, to pomeni iz naravnih snovi, ki so že v človeškem telesu. In ena uporaba teh holesterolov je recimo kot temperaturni senzor, to pomeni, če bi naredili pač tatu na koži, se dejansko ta tatu spreminja barvo glede na temperaturo, tako da lahko vročino zmeriš preprosto s pogledom na tatu, kakšne barve je. Jaz sem že prej delal tle na inštitutu doktorat, potem pa sem šel v Ameriko prav z namenom, da grem na novo področje, da se naučim novih znanj in me je zelo zanimalo pač biologija in povezava tega znanja, ki sem imel prej z pač laserji, dati v biološke sisteme in da bi potem tle prišel nazaj in lahko naredil novo skupino, novo področje, ki bi se s tem ukvarjalo. In glede na to, da je tako novo to področje, se zelo malo skupin s tem ukvarja in je ogromno možnosti, kaj se da še narediti, tako da je tle cilj pač ustvariti neko zelo močno skupino na svetovnem merilu, da se bomo ukvarjali s to biointegrirano fotoniko. In tudi s tem direktorjem in skladom, ki sem ga dobil pred kratkim, bom postavil svoj laboratorij tukaj in se bo nadaljevalo na teh raziskavah in tudi s sodelovanjem znotraj inštituta, z drugimi inštitucijami, veterino pa medicino, da se gre bolj v aplikacije tudi tega. To je področje zelo novo in je toliko odprtih možnosti in imamo veliko idej, tako
Tako da je vsekakor cilj biti vodilni eden izmed vodilnih v svetu na tem področju.